Kako naj slišeči, ki se po parku vozi na skiroju ali kolesu, gluhega opozori, če se mu približuje izza hrbta? Kako naj se gluhi vključi v debato o glasbi, če je ne sliši? Kako si lahko zaupata najgloblja čustva? Most je prispodoba za približevanje gluhih in slišečih, zato tudi na odru spremljamo zasedbo iz obeh svetov. Da bi si bili blizu, se moramo najprej razumeti. Poleg številnih vsakodnevnih situacij in z drobcem satire začinjenih zadreg, smo slišali in videli pesmi scenaristke in režiserke Lade Orešnik v Glasu in kretnji, prav tako ganljiv del predstave pa je bilo tudi skupno izvajanje izbranih skladb Vlada Kreslina, katerih povezovalna besedila so dogajanje na odru krepko podčrtala. Kdo torej zgradi nov most? Skupnost. Kako? Z ljubeznijo, ki je darilo našega obstoja, smo slišali ob koncu. Današnja predstava Most me je zelo zadela. Zelo nazorno so pokazali, kako resnično imajo gluhi še vedno nekje težave. Ampak, kot se vidi, so že toliko med nami, da znajo sami rešiti problem in vsa čast jim, da lahko se borijo proti slišečim in grejo naprej, da se niso vdali. Ta vsebina je res, kot je gospa rekla, za večkrat pokazati. Pripravljali smo se v bistvu tako, da je naša režiserka Lada naredila prvo en scenarij. Ona je nekako v bistvu v tem scenariju priredila nekako zgodbo, ki prihaja iz gluhih oseb. Tukaj sem pa potem dost pomagal z nekimi idejami, ki prihajajo pač iz našega slišečega sveta. Potem smo dost delali na primerih, kako se zgodi pač, ko se srečata gluha in slišeča oseba, kakšne so bariere, kako se pač prebrodijo te bariere in kako v bistvu začenja ta neka komunikacija prvotno po neki pisni obliki, potem z nekim učenjem kretanj in se potem v bistvu konča, kjer vsi nekako približno lepo kretamo. Je lahko že humor sam po sebi kakor bližnjica ali obvoz, kadar se ta naš most poruši? V bistvu humor je vedno prava pot. Smeh je pol zdravja, tako da poskusili smo v bistvu prikazati tudi te zadrege. Vsem nam se dogajajo zadrege v življenju. Tudi moj prvi kontakt z gluhimi osebami je bil, ko sem delal nek dokumentarni film, spoznal Nejca in Tihe stopinje. Potem so me prosili, da če bi jih učil snemati filme. Tako se je tudi začelo naše prijateljstvo, kasneje se je tudi razširilo na gledališče.
Tudi jaz sem bil v zadregah, rečeš nekaj, kar se nekdo drug diskriminirano počuti, ampak to je vse del človeštva. Motiti se je pač človeško, tako da svetujem vsem, da se združujejo, da komunicirajo, da nimajo nekih zadreg, kajti na koncu koncev smo vsi ljudje, vsi delamo napake, vsi se motimo, tako slišeči kot gluhi, ampak če ne bomo ustvarjali kontakte, če ne bomo ustvarjali stike, potem tudi ne bomo ustvarjali neko lepšo in bolj srečno prihodnost. Izpod odra so tudi tokrat sodelovali tolmači, ki so v besedilu gluhih nastopajočih posojali svoj glas, na odru pa je med drugimi stal tudi Nejc Drekonja. V čem so se tokratne priprave razlikovale od tistih za, denimo, Kekčeve prigode, ki smo jih spremljali maja letos? Predstavo so ustvarjalci prijavili na Festival drugačnosti in režiserka Lada Orešnik upa, da se znajde na tamkajšnjem repertoarju. Kako pa je Most pravzaprav nastajal? V pričakovanju novih predstav za konec torej še poziv. Spremljajte dogajanje na odru in pod njim ter se skupnim prizadevanjem gluhih in slišečih gledališčnikov pridružite ob prvi naslednji priložnosti.